Gremo kita, torej, ali boste od države zahtevali razveljavitev izdanega dovoljenja za sežiganje odpadkov cementarni? Da. Imate še 2 minuti in 55 sekund. Mislim, da zgubljamo čas, ker je vsem jasno, koliko je ura. Edino stvar, ki lahko naredimo, da se strinjam, da je tu tukaj pravni proces. Edino stvar, ki lahko naredimo, glede na to, če ima cementarna nekje dolgoročni interes delovanja v tej dolini, da se jo poprosi, da se v tem umestnem času, ko poteka ta revizija, ker to niso postopki, ki se končajo v enem dnevu, če lahko preide nazaj na 100% ogljikovodike, brez sosežiga, ker to je še neko stanje, ki je vzdržno stanje, ob potem še drugih robnih pogojih, kot so 100% delovanje vseh filtrov in podobne zadeve. To pa mislim, da je tudi vse, kar v tem trenutku lahko naredimo. Mislim, da je nujno potrebno ta postopek sprožiti v najkrajšem možnem času in ne čakati konec županskih volitev. Najlepša hvala. 3 minute za odgovor na to isto vprašanje, tudi minister Bratovičnja Ratoš. Hvala lepa. No, jaz bom rekla, da prositi nekoga, ki je gluh za prošnje vrsto let, je nesmiselno. Ocenjujem, da gre v ozadju za blazne kapitalske interese, pa ne samo enega podjetja oziroma lastnika, ki je tujec. Ampak gre tu za interese tudi koga drugega, tistega, ki je izdal dovoljenje. Pa bom prebrala, če hočete, tudi eno anekdoto, ki se mi niti malo ne zdi smešna. Leta 2005, prej sem omenila, takrat je bila razprava, ali bo sežigalnica v Trbovljah ali ne bo sežigalnica v Trbovljah. Takrat je minister za okolje in prostor rekel, ne, bosta se pa gradili 2 sežigalnici v Sloveniji. In potem je dejal aktualni župan, ki pravi, da upa, da ne bo ponovno tarča kritik, ko bodo 2 predvideni sežigalnici odpadkov gradili v 2 slovenskih občinah, seveda znatno državno pomočjo, češ, zakaj ni toplotne obdelave v Trbovljah, ker bi s tem pridobili velika državna in evropska sredstva in obdržali ali celo povečali številna delovna mesta. Izsledki številnih tujih analiz kažejo, da je to vrstna toplotna obdelava ena izmed najbolj nevarnih za zdravje. A bomo tehtali na eni strani zdravje, na drugi strani delovna mesta, jaz pravim, da ne. Zato so vzgibi, so vzvodi, da dovoljenje odpravimo. Ne nazadnje, kolikor sem seznanjena v problematiko, reševanje problematike se je vključila tudi varuhinja človekovih pravic. Tudi predsednik republike je seznanjen in se je vključil v postopek, bom rekla, reševanja Zasavske doline oziroma problematike onesnaževanja. Kako zaščititi te ljudi? Jaz ne vem, če je župan v, bom rekla, danem trenutku tista oseba, ki lahko čez noč pomaga tem ljudem. Vsekakor pa moje stališče je jasno in jaz pravim z vso energijo in kot je kolega pred menoj rekel, ja, treba se je regijsko organizirati in pritisniti na vlado Republike Slovenije, ki je odgovorna za tudi to dovoljenje, ki je bilo izdano s strani Ministrstva za okolje in prostor. Ampak to ne pomeni, da Zagorje solira, Trbovlje solira. Po drugi strani Hrastnik je pa, ne vem, nekje v ozadju. Najlepša hvala. Drugo vprašanje, torej, oziroma odgovore na drugo vprašanje smo dobili. Tretje vprašanje, ki ga županskim kandidatom postavljata civilna iniciativa za zdravo okolje Trbovelj in okoljevarstveno društvo Ekokrog, pravi takole. Kakšno je vaše stališče o dejstvu, da je bila občina Trbovlje stranka v postopku izdaje dovoljenja za sežig odpadkov, pa v postopku ni vložila niti ene pripombe in je privolila v to, da se v Trbovljah sežigajo nevarni odpadki iz cele Evrope in držav tretjega sveta, ob tem pa občinsko vodstvo svojim volivcem ni omogočilo referendumskega odločanja o tako pomembni zadevi. Morda spet začnemo na tej strani. Če je sogovornikom to rekel. Če pa morda kdo od naših gostov želi sedišče, bo tukaj še nekaj prostih sedem.
Zdaj, moje osebno mnenje je, da gre tukaj za napačno politično odločitev občinskega vodstva, ker ne gre zdaj za to, da se ne upošteva pravnih zakonitosti, pravnih postopkov, ampak enostavno zato, da ko se uvidi podatke, ki jih je gospa prej povedala, za 4-krat, za 20-krat, za ne vem kolikokrat presežene koncentracije, da se enostavno tu protestira. Sproži se lahko spor in takšen postopek ne more iti gladko skozi in jaz verjamem, da gospa Fortetova je imela težavo ali imela 30 ali 40 ljudi, kakšno vpljubo na okolje in zelo verjamem, da bi se tam zelo zakomplicirali, če bi slučajno kaj preveč imela. Mislim, da bi občina mogla tukaj, saj iz mojega vidika, tako kot danes vidim, bistveno bolj odreagirati, glasno odreagirati in pozvati k pravni varnosti. To je moje stališče. Zdaj pa, če se smem še navezati, zakaj v bistvu sem danes bolj redko beseden. Jaz imam namreč enega prijatelja, ki je slučajno zdaj prišel noter, ki je živel v tistih blokih in tako je bilo, da sem tudi jaz, zato ker smo prijatelja večkrat tam bil in sem bil deležen dobrodošlice cementarne, ki je včasih sem se prav čudil, kako tisti ljudje lahko tam živijo. Težko si predstavljam, da se danes v dobi interneta in nekega hudega razvoja ukvarjamo v bistvu s problemi, ki so že celo v tretjem svetu rešujejo bistveno bolj pametno, kot danes tukaj v naši evropski državi. Jaz mislim, da občina Trbovlje tukaj ni zastopala interesa občanov. In bom trdila še naprej, da je to naredila zelo namerno. Ker ko so bile prve študije znane leta 2008, ni bilo možne obravnave na občinskem svetu. Ko so bili preliminarni podatki o raku v teh treh občinah znani, ni bilo to predstavljeno na občinskem svetu, da bi o tem odločali svetniki. 2008 maja. Torej jaz trdim, da je bilo to namerno dejanje. Če so mene lahko vprašali, oziroma je meni stalo dovoljenje, ni stalo dovoljenje Lafarge. In še naprej, občina ni pravnega sredstva referenduma sploh ne dala v javno obravnavo. Torej, ni bilo referenduma, to je bila druga napaka. In mislim, da je situacija zelo resna in težka, ker zakonodaja je jasna, vemo, da je pravnomočna odločba, lahko se jo lotimo samo po pravnih poti, ker smo pravna država in vztrajamo na tem, da dosežemo pravico za naše občane. Torej, tukaj ni veliko govoriti. Pravna pota. To, da se tu sežiga iz cele Evrope, to povedo zaposleni. To, da so zmanjšali število zaposlenih na račun posodobljenja transporta, da na 6 sekund pade ena velika guma ali 6 manjših, pa množite to, koliko ima sekund en dan. Naj se to čutimo vsi. Torej, jaz kot občanka sedaj in ko županja po 10.10., če enkrat lahko povem, bom povela vsa pravna in iskali bomo tudi odgovorni. Zdaj se ne držimo reda. Hvala za besedo. Jaz bom rekel, da je občina Trbovlje pod stranko postopku je podala kar nekaj pripomb. Mi smo imeli takrat zraven v tem postopku strokovnega sodelavca, že pokojnega gospoda Lebarja, strokovno službo občine Trbovlje in tudi odločitev, da gremo pod stranko v postopku, je bila odločitev občinskega sveta in ne župana občine Trbovlje. Takrat je bilo prisotnih na tej seji občinskega sveta 24 svetnic in svetnikov, en se je vzdržal, ostali pa so ta sklep potrdili.
Seveda so se kasneje na to dovoljenje za sosežig pritožili v samem Lafargeu in pa ena fizična oseba in še danes mi ni logično, zakaj, ko je bil znan to dovoljenje za tisto osnovno dejavnost, kar je bila tudi usmeritev občinskega sveta, da se je potem ta fizična oseba pritožila, kajti v tistem momentu je pač prišlo potem do nadaljevanja tega postopka tudi za področje sosežiga. Kar se tiče vprašanja za sežiganje teh surovin iz ostalih držav iz Evrope, smo postavili vprašanje direktno na Ministrstvo za okolje in njihov odgovor je bil, da predmet samega sosežiga ni izvor surovine, seveda mora imeti posamezna sarža tudi ustrezno številko oziroma tudi izvor te sarže, ki jo pač uporabljajo kot del reagenta v samem sosežigu, ampak dejstvo je, da dobili smo odgovor, da to ni predmet tega postopka. Kar se tiče razpisa referenduma, nekaj podobnega je razpisala sosedna občina Zagorje ob Savi. Tudi odgovor Vrhovnega sodišča je v smislu tega, da je tukaj v postopku potrebno upoštevati pravne podlage in pa ne interese posameznih delov lokalnih skupnosti. In z tega naslova smo mi sicer bili pripravljeni razpisati ta posvetovalni referendum v skladi z veljavnimi akti občine Trbovlje, ampak dejstvo je, da zaradi neustreznosti oziroma tudi priprave odloka teh stvari potem nismo speljali. Tako da to je bila odločitev občinskega sveta, nikakor pa ne vodstva župana, ampak občinskega sveta, podarjam. Najlepša hvala. Še zadnji odgovor na to vprašanje. Hvala lepa. Pravni interes ne more biti nad posameznimi interesi interesov delne lokalne skupnosti, če sem prav razumela. Sploh ne takrat, ko gre za zdravje. In sploh ob dejstvu, da so se v postopku naredile številne napake, kakor je bilo danes že omenjeno. V postopku so bile napake, zato jaz pravim, da za celotno zgodbo pošteno smrdi. Pa smrdi ponavadi riba pri glavi, tam, kjer se je odločilo o teh stvarih. Občina Trbovlje, po moji oceni, je naredila napako, ker se je premalo angažirala, ker je premalo stopila na stran lokalnega prebivalstva. Danes smo že dejali, da pa se meša, dostikrat se meša, da je zaradi sedanjega sosežiga odpadkov ljudje obolevajo za rakom. Latentna doba je daljša, 10-15 let. Čez 10-15 let bodo vidne posledice tistega, kar se počne danes v Zasavju v Trbovljah. To, kar je danes, da ljudje prekomerno obolevajo za rakom v Zasavju, je posledica tistega, kar smo imeli nekoč. Jaz sem bila takrat relativno majhna, ko smo mogli zapirati okna, zato ker je zunaj preveč smrdelo, ker je bil zrak preveč onesnažen. Ja, in Zasavje je degradirano območje. Tega se zaveda tudi Vlada Republike Slovenije, ki je zaradi tožbe Evropske komisije sprejela nek poseben ukrep. Zasavje razglasila kot degradirano območje, ampak jaz se bojim, da to pomeni, da vkolikor bomo nadaljevali s takšnim tempom, da bomo vso, bom rekla, težko industrijo, tako kot se dela drugje po svetu, ko se seli iz zahoda na vzhod, da bomo iz razvitih delov Slovenije dobili mi v Zasavju. In na tem mestu jaz vidim župana, pa ne samo župana v sodelovanju z lokalno skupnostjo oziroma s civilno družbo. In tukaj jaz kot oseba v preteklosti sem bila absolutno odprta za dialog s civilno družbo in tudi moj način dela je temu zelo naklonjen in bo v prihodnje absolutno.